Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014 do 2020 ne bo samo še eden od brezzobih papirnatih tigrov. V tem pozivu pozivamo vlado, da v strategijo uvrsti 7 strateških razvojno pomembnih programov. Na poziv so se državljani in državljanke in podjetja odzvali zelo dobro. V teh 2 tednih je poziv podprlo več kot 100 organizacij in podjetij, od tega nekaj zelo množičnih. Tako da za pozivom stoji zdaj že več 100 000 ljudi. Smo v časih, kjer se je treba odločno postaviti za svoja stališča, jih zagovarjati, predvsem pa udejanjiti. Tako ti bom povedal. Način razmišljanja, ko nas je pripeljal v situacijo, v kateri se nahajamo, nas ne bo popeljal ven iz te krize. Smo v zgodovinsko prelomnem času, ne samo Slovenija, ampak ves svet. Stara paradigma se podira, rojeva se novo obzorje, drugačen svet in drugačen čas. Če ga na kratko opredelim, zeleni, ekološki, trajnostni razvoj, to je naša prihodnost. Pa gre seveda pač tudi za nek poskus aktivacije širše politične in civilne javnosti, ki je vendarle tista substanca, ki lahko nekim novim razvojnim politikam daje energijo. Za podpis pod ta poziv sem se odločil najprej zato, ker me je prepričala njegova vsebina, hkrati seveda tudi me je prepričalo to, da so ga pripravili strokovnjaki z tega področja, ki jim zaupam, in seveda pa dojemam samega sebe tukaj bolj kot nek kamenček v mozaiku, ki mora biti čim večji, da bomo izgradili neko novo sliko za našo skupno prihodnost. Za mene osebno je to pač izražanje moje življenjske filozofije. Jaz osebno trajnostni razvoj živim in ga tudi uspešno uvajam v strategiji razvoja tako podjetij slovenskih in tudi mednarodnih, kot tudi v strategiji razvoja lokalnih skupnosti. Takšen, da tako rečem, zeleni preboj omogoča ustvarjanje novih delovnih mest, omogoča razvoj novih tehnologij, obenem pa tudi omogoča, da našim zanamcem ne pustimo sveta in Slovenije v slabšem stanju, kot smo ga prijeli od naših prednikov. Bodi sam sprememba, ki jo želiš v svetu. In jaz se v osebnem življenju prizadevam, pa tudi na družbeni ravni, biti aktivna državljanka, zavestna in prebujena. In zato podpiram take akcije in sem vesela, da nas je vse več, ker verjamem in vidim na lastne oči, da se dviga zavest tudi v Sloveniji. Pobuda bo v 3. tednu novembra predana vladi in pričakujemo seveda, da bo te predlagane programe zelenega razvojnega preboja vključila v strategijo razvoja Slovenije.